Kaj to pomeni? Zdravica, ki je vgravirana v tla na Čopovi, ki je najbolj prometna ulica, je slovenska himna. In hodijo po slovenski himni. Imam ena posebna očala, ki sem svoje doma pozabil, pa zelo pašejo skupaj z Red Bullom. Red Bull ti da krila. Takole, blagoslov vsem navzočim, naj vas Oče nebeški blagoslovi z močjo, z razumevanjem, z voljo, z super lahkimi možgani, da boste to težko tematiko razumeli. Pa bom probal biti malo bolj zabaven, da ne bo tako suhoparno. Imam nekaj džokerjev v rokavu, tako da lahko si vzamete nekaj za piti pa nekaj za jesti. Zdaj, najprej imamo poteptana Zdravljica, ki je na Čopovi vgravirana v tla od leta 2013 na pobudo župana Jankovića, oziroma on je šef bil že takrat. In kaj to pomeni? Zdravica, ki je vgravirana v tla na Čopovi, ki je najbolj prometna ulica, je slovenska himna. In hodijo po slovenski himni. In pluvajo in mečejo žvečilne gumije. A veste, kaj to pomeni? To je spet ena od oblik črne vlaške magije. In po zakonu o kazenskem zakoniku je to sramotitev Republike Slovenije, 163. člen. Kdor javno stori dejanje iz 158. do 162. člena tega zakonika, to so opravljanje, očitanje, se pravi, to so razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev, opravljanje, pa očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja. Torej gremo na 163. člen, sramotitev Republike Slovenije. 163. člen, kdor javno stori dejanje iz prejšnjih omenjenih členov, od 158. do 162. člena tega zakonika proti Republiki Sloveniji ali predsedniku republike v zvezi z opravljanjem njegovih nalog, se kaznuje denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. To je prva točka. Druga točka se pa nanaša na našega srbskega župana Zorana Jankovića. Enako se kaznuje, kdor javno sramoti zastavo, vejica grb ali himno Republike Slovenije. 2013 so to naredili. 12 let se že sramoti Republiko Slovenijo srbski župan Zoran Janković, ki je nedotakljiv, ker je Đorđević vrhovni sodnik. Vratili so se. Tepihovat ćemo Slovenijo. No, zdaj hodijo po himni in hodijo po Slovencih. Prejšnjič sem bil nazadnje tukaj, ko sem imel z odvetnikom sestanek, sem šel domov z enim gospodom, ki mi je rekel, da se lahko z njim peljem. Vsak dan da 8 evrov za parkirnino. Slovenc. Krat 20 delovnih dni je koliko? 160 evrov Jankoviću za graditev stolpnic, za uvažanje delovne sile iz Srbije, za lažje zaposlovanje Srbov. Dr. Andreja Mrak podpisala sporazum leta 2013 v Beogradu ali na Brdu. Od takrat naprej Janković gradi in uvaža gor tujo delovno silo, ki volijo Jankovića, in mu moram čestitati. Janković je sigurno najbolj inteligenten Srb v Sloveniji in je prevzel Slovenijo, tako kot so napovedali, vratit ćemo se brez enega metka. Streznite se. Slovenci smo že kar nekaj časa v manjšini. Srbov je več kot nas, pa čez kakšen nekaj časa bo še Kosovarjev več. Zdaj pa tako, ne. Ta Zdravica
Predstavljajte si, da damo tam slovensko zastavo in hodimo po njej in plovamo in mečemo žvečilne gumije. To ni umetnost, to je črna magija. In tako, ko se tam hod po zdravici, tako se vod po slovenskem narodu. Kaj bomo naredili? Slovenci, kaj bomo naredili? Ali bomo počakali, da nas iztrebijo do konca, ali bomo tej magiji rekli odločno ne. In to odstranili. Na roke. A mi bomo hodili Slovenci gledati tole sramotenje še kaj? Še naslednjih 12 let, čez 12 let nobenega Slovenca več ne bo, če bomo to dovolili. Kdor nima pojma o črni magiji, je v 20 letih mrtev. Jaz vam zdaj govorim o črni magiji. Ko sem bil jaz 2-6 tukaj zaposlen, v Knaflovem prehodu je bil lastnik še Slovenc. Zdaj je Srb. Pejte v Ljubljano pogledat, koliko je še Slovencev v lokalu. Ljubljana ni več slovenska, že kar nekaj let, ampak je srbska. Pejte pogledat, kdo se sprehaja po ulicah z mladimi otroci. Srbsko govoreči ljudje. Se spomnite afere, ko je Janković pred volitvam 35,000 volivcev registriral na upravni enoti? Vsi, ki imajo začasno bivališče kot delovna sila, imajo volilno pravico voliti župana. In takrat je on naredil manever, da prevzame Slovenijo preko Ljubljane. In ko je to naredil, so zdaj v večini in so si postavili vrhovnega sodnika in Srbi sodijo Slovencem in jim jemljajo kapital, premoženje, nepremičnine in nas zapirajo. Da ne govorim, da je na vsaki policijski postaji zaposlena ena črna maginja srbskega jezika, ki meša štrene med Slovenci, da se med sabo kregamo, Srbi so nam pod čas vzeli državo. Že 10 let jo vodijo. Vratili so se. Pa vam dam še podnapise v ruščini. Dajte to možakarjem povedati, ko se smejejo, da nikoli ne bojo prišli nazaj. Že 10 let vodijo Slovenijo. To je ta tragična zgodba, ki je lahko uspela samo s črno magijo, ko Slovenc ni butast. In to črno magijo vam zdaj razkrivamo. In ta napis na Čopovi ulici bo zginil zelo malo. Kako vam ne bom govoril? Da vam ne govorim o Zmajskem mostu, ki ga je srbski arhitekt postavil Zaninović 1900 do 1901. Župan je bil Hribar, deželni upravitelj je bil nek Nemec Heinz. In ta Zaninović očitno bil takrat v masoneriji in je dosegel, da so tega zmaja postavili. Ampak to je srbski zmaj. In čez 17 let so lepo korakali v Ljubljano, 1918, in takrat je v Ljubljani bila ustanovljena pravoslavna cerkev. Zato, ker je prišla vsa administracija, ker je Karađorđević rekel, da ne grejo gor. Vojska, policija, upravna mašinerija. General Majster je mogel pa 2 meseca potvati na zagovor k Karađorđeviću. In v tem času so Slovenijo prevzeli. Zato, ker je bil že 17 let njihov zmaj tukaj. Energetsko so že prej poslali. A vi razumete to? Slovenče nikoli ni bil gospodar te dežele. Zdaj bo. Ko bomo začeli 10 božjih zapovedi spoštovati in bomo šli nazaj na 10% davek od Boga. Zakaj mi grejo zdaj kocine po koncu? Zato, ker druge rešitve ni. Če bomo toliko ponosni, da se ne bomo obrnili na Boga, bomo pač iztrebljeni. Na 70% davka. Tukaj se bojo pa sprehajali srbski otroci, pa kosovarski otroci. Se pravi, rešitev je 10 božjih zapovedi. Ne teh cerkvenih, Mojzesovih, brez malikov. Ni druge rešitve. Nobene vojne ne more biti. Samo, da se mi streznemo in da začnemo 10 božjih zapovedi in dobimo nazaj Slovenijo in raj. Nazaj. Če ima kdo boljši predlog, bomo poslušali. Izvolite predlagati. Zdaj pa tako, ne, da ne boste mislili, da smo Slovenci brez greha. 2009 ali 2010, mislim, da je bilo 2009, je Slovenija priznala Kosovo. Veste, kaj se je zgodilo? V Srbiji so navijači Crvene zvezde napadali ambasado slovensko in z molotovkam zažgali balkon. Je gorela.
slovenska ambasada v Beogradu. A veste, zakaj tega ni bilo v Sloveniji na televiziji? Zato, ker RTV Slovenija vodijo Srbi. Veste, kje sem jaz to videl? V Ameriki je bilo na poročilih, na eni lokalni televiziji. Pa zelo hitro je ta posnetek zginil dol. Potem so navijači Crvene zvezde šli še napast Mercator, ampak jih je policija ustavila. No, ta napaka je slovenska. Mi ne bi smeli nikoli priznati Kosova. Nikoli ga ne bi smeli priznati. In ker smo to naredili, so Srbi rekli, sačemo Slovenijo, da jo te pokujemo. Ker Slovenija je majčkeno manjša od Kosova, saj zdi se mi. In Kosovo je srce Srbije in takoj moramo preklicati priznanje Kosova. Srbi bodo pa takoj nehali s črno magijo. Na lep ali pa na malo bolj trd način. Razkrinkani so. To je naš edini greh, ker nas je prisila Evropska unija v to, pa Obama preko Evropske unije. No, zdaj veste, zakaj so Slovenijo zavzeli. Zaradi priznanja Kosova. Da nam pa že koliko? 25 let ali 105 let od 1918 do 2025, 107 let jebejo mater, Boga, zemljo in pas mater nam govorijo, ki je to največja oblika črne kletve, magije vlaške. Tega Bog ne bo gledal. Ta greh bo ostal na njihovih rokah. Slovenski narod se bo obnovil, samo če sprejmemo 10 božjih zapovedi in se obrnemo k očetu, tako kot majhen otrok, očiju, ki ga vpraša, kaj bi pa oči jaz mogel narediti, da bo Bog mene imel rad. Poslušajte, saj z Bogom se ni problem pogovarjati, oziroma težava. To je čisto enostavno. Vprašaš, kaj moram danes narediti, da ne bom nobenega prizadel, pa da bom jaz vesel, pa da boš ti vesel. To je čisto enostaven pogovor z Bogom. Tega nas v cerkvi niso naučili, zato sem šel jaz ven. Ker oni ne slavijo očeta, Boga, velikega duha, očeta Jezusa. Oni slavijo babilonsko boginjo Ištar. Posod so kipi, to je malikovanje po drugi Mojzesovi zapovedi. Tako da javna kazenska ovadba za gospoda Jankovića, za veleizdajalca ali pa ultra vojaka srpske, velike Srbije, Zoran Janković ima kazensko ovadbo. Največje sramotenje v zgodovini Slovencev si je privoščil, pa še župan Ljubljane je, nedotakljiv. Kako se bo to uredilo, sam Bog ve. Zdaj vaša naloga je, da to poveste javnosti, da boste vedeli, da je v časopisu, pejte vtipkat, Zdravica na Čopovi, Ljubljanske novice, nek časopis, so rekli že 2019, da to ni najbolj primerno, da je Zdravica na tleh. In da se ta Čopova ulica nič ne čisti, da je polno žvečilnih gumijev in pasjih iztrebkov. In ne vem, kakšen odgovor so že dali. Skratka, namerno se ne čisti, da ta svinjarija ostane na nas, na Slovencih. In zavestno je to naredil Janković. Zavestno je naredil tudi mesarski most s tem hudičem gor z repom. In s to pogodbo hudiču, s tem dvem kipom, je čarovnikom obljubil oziroma svojemu bogu Velesu, da bo njemu služil in on mu je rekel, da smrtni župan boš v Ljubljani. Koliko časa bo pa živel, bo pa Bog odločil. To smrtni župan bo, zapomnite si. Druge oblike magije bodo še razkrite v prihodnjih oddajah, ampak zaenkrat je Janković na potezi, kaj bo naredil, oziroma Slovenci, kako boste dosegali, da se bo ta magija izprala z vaših glav in hrbtov. Zdaj imate odprte oči, ne? Vidite malo boljš? Jaz se nisem to zmislil, meni je to Bog pokazal. Da imam pa to moč pa pogum povedati, mi je tudi Bog dal, ker če bi se tresel kaj šiba na veji, pa verjetno tega ne bi povedal. In to je zaključek. Zoran Janković je sramotil slovensko državo, himno,
in slovensko ljudstvo mu bo povedalo, koliko so hruške pa jabolka. Ta prvi del je zaključen,